Ob zaključku prekmurskega leta v Murski Soboti odkrili spomenik. Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota je pripravila sprejem za Petra Podlunška, podjetnika leta 2019. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli ponovno v naši družbi v osrednji informativni oddaji Dogodki. V ulici Štefana Kovača v Murski Soboti so včeraj odkrili spomenik Mirsada Begića v čast 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Granitni blok s kompozicijo portretov zgodovinskih osebnosti Prekmurja naj bi po besedah slavnostnega govornika, nekdanjega predsednika Milana Kučana, poleg zgodovinskega spomina tudi opora prekmurski samozavesti in ponosu. Pogosto so bile letos ponovljene besede, ki jih je nam, Prekmurcem, v svojem nastopnem proglasu o prevzemu civilne oblasti nad Prekmurjem naslovil takratni prvi civilni komisar dr. Lajšič. Vi niste več ogri, temveč jugoslovanski sinovi domovine Jugoslavije, po rodu Slovenci. Od tistega dne, ko je dr. Lajšič v Beltincih napovedal uresničitev sklepov Pariške mirovne konference, je minilo celo stoletje. Letos smo ga obeležili s prekmurskim letom. Številnimi dogodki, ki jih je zaobjelo, je svojo zgodovino, kulturo in jezikom, z vsemi svojimi posebnostmi, svojo multikulturnostjo, strpnostjo in solidarnostjo, Prekmurje stopilo v zavest Slovencev, živečih v drugih delih Slovenije, bolj poglobljeno kot kadarkoli doslej. To ni več le neka melanholična pokrajina dobrih ljudi, živečih nekje za Muro, s štorklami, z meglicami nad zamočvirjenimi travniki in blatnimi kolniki, o katerih je pisal Miško Kranjec. Ampak je ustvarjalen del Slovenije s svojimi socialnimi, gospodarskimi in razvojnimi problemi, ki so dostikrat premalo razumljeni in podprti z odločitvami osrednjih slovenskih oblasti. Morda je prav ta izkušnja ljudi na tem delu slovenskega ozemlja utrdilo v prepričanju, da si morajo najprej pomagati sami. Zato so tudi obstali. Ostali so kljub trdi usodi tudi v Porabju, kjer so po volji odločevalcev na mirovni konferenci v Parizu ostali odrezani od matične domovine. Skupaj zdaj, ob stoletnici, vsi Slovenci med Muro in Rabo sporočamo v svet. Tukaj smo bili, tukaj smo in tukaj bomo tudi obstali. Zbrane je nagovoril tudi župan mestne občine Murska Sobota in se zahvalil vsem, ki so kakorkoli pripomogli k praznovanju prekmurskega leta. Spomenik, ki je pred nami, ima res ne samo posebno specifično težo, ampak tudi posebno umetniško težo. Če pogledamo obraze upodobljene na spomeniku, so obrnjeni tam nekje proti vzhodu, kjer smo se pred 100 leti uspeli odtrgati in se pripojiti matični domovini. Ampak tam na vzhodu tudi vzhaja sonce. To pomeni tudi nov dan, nov upanje in pogled v prihodnost. In pred nami so izzivi, ki jih ne bomo mogli rešiti brez sodelovanja v širši regiji. Za Madžarsko, Avstrijo, Hrvaško in tudi širše. Torej, obrnimo se v prihodnost, poglejmo prihodnost in dobro nam bo. Odkritju je prisostvoval tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan. Ta spomenik, velik spomenik nas opominja, da zato, ker so naši predhodniki spoštovali slovenski jezik, svojo kulturo in ker so bili bojeviti in samozavestni, se je v resnici Prekmurje priključilo Sloveniji. In to je neko napotilo za nas, sedanje ljudi, nas Slovenke in Slovence, da to ljubezen do jezika, ljubezen do kulture in ljubezen do našega zgodovinskega spomenika in spomina moramo ohraniti. Samo to nam daje garancijo, da bomo obstali in se razvijali tudi v prihodnje. In jaz si želim, da bi v resnici vsak Slovenec in vsaka Slovenca obiskala tudi Mursko Soboto, razumela, kako pomembno je Prekmurje in tudi ob tem spomeniku pomislila, kaj so naši predniki naredili za nas. Delček Prekmurja je od letos prisoten tudi v Ljubljani, kjer so sicer že pred časom odprli prekmurski trg. Leto je Prekmurje ugotovilo dvoje, da imamo prijatelje povsod po Sloveniji, po drugi strani pa je ravno Prekmurje
kot širša regija, kot Pomurje, postalo vodilno pri želji in zahtevi, da dobimo svojo pokrajino. Zakaj? Zato, ker smo ugotovili, da samo kot neka širša celota, ne samo posamezne občine, se lahko hitreje razvijamo. In mogoče je tudi to letošnje leto pomagalo, da mogoče v Sloveniji pridemo do pokrajin, ki jih nujno potrebujemo. Spomenik Mirsada Begića pred soboško srednjo lekarno predstavlja velik zgodovinski dogodek. Izhaja iz proučevanja zgodovine Prekmurja, njegove duhovne dediščine, zavednih in trdnih prebivalcev ter njihovih najpomembnejših predstavnikov. Granitni blok je dolg 6 metrov, širok 2, visok pa 1,7 metra. Na njem je kompozicija 5 portretov prekmurskih narodnih voditeljev, in sicer Franca Ivanocija, Jožefa Klekla starejšega, Matije Slaviča, Ivana Jeriča in Franca Kovačiča, v nadnaravni velikosti in v maniri modernega figuralnega kiparstva odlitih v bron. Najprej moramo gotovo Prekmurci še več narediti na naši narodni prekmurski samozavesti. Moramo biti bolj ponosni na našo zgodovino, na dogodke, ki so se zgodili izpred 100 let in seveda tudi na dogodke, ki so se zgodili morda v zadnjem tisočletju, saj na tem delu naše Slovenije slovenstvo živi praktično skoraj 1000 let, čeprav kakšnih 900 let pod tujo oblastjo. Gotovo je ta spomenik velika pridobitev, vedno, ko bodo ljudje šli tukaj mimo, se bodo spomnili, čemu ta spomenik služi. Spomenik sam po sebi nas bo nagovarjal, da se spomnimo, da smo in da bomo vedno hvaležni ljudem, ki so zaslužni za to, da mi danes lahko tukaj slovensko, prekmursko govorimo. Rekli smo, da je letošnje leto prekmursko leto, ampak jaz bi si želel, da bi to prekmursko leto se nadaljevalo tudi v bodoča leta. Ne bi si želel, da bi z 31.12. zastor pozornosti padel. Prekmurje mora biti res v srcu celotne Slovenije. Ta zgodba, ki se je dogajala pred 100 leti, torej združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, je eden najpomembnejših dogodkov v zgodovini slovenskega naroda. Jaz pravim, je eden od čudežev v zgodovini slovenskega naroda, saj smo Slovenci v zgodovini praktično vedno več ali manj samo izgubljali. Takrat, pred 100 leti, pa smo dobili. Del narodovega telesa se je združil z večinskim narodovim telesom. Dogodek je popestril nastop mladinskega pevskega zbora Osnovna šola 2 Murska Sobota. Laskavi naslov podjetnika leta 2019 je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije podelila Petru Podlunšku, direktorju podjetja Medikop. Na domači Obrtno-podjetniški zbornici v Murski Soboti so mu pripravili slavnostni sprejem. V prostorih območno Obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota je vodstvo le-te pripravilo sprejem za podjetnika Petra Podlunška, direktorja podjetja Medikop specialna oprema d.o.o. V začetku decembra je na slovesnosti o praznovanju 50. obletnice Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije prejel prestižni naziv Podjetnik leta 2019. Vlado Mandić, predsednik območno Obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota, je ob robu dogodka povedal. Naša območna obrtna zbornica Murska Sobota do zdaj za največ priznanje, katere smo dobili na državni ravni, se reče, da imamo 3 obrtnike leta, 2 podjetnika leta, pa še 4 obrtniške vzore. Včasih smo imeli samo obrtnika leta, ampak zaradi tega, ker so pač obrtniški dejansko rokodelci pa za manj zaposlenimi, smo tudi, ko se ustanovila Obrtno-podjetniška zbornica, nadaljevala smo tudi pol naredili razpis za podjetnika leta in to se cele Slovenije, vse v 62 obrtnih zbornic, ta miselnost gospoda Podlunška, njegov reke je bil med nebom in zemljom je tanka črta in če pa vzamemo njihovo proizvodnjo, ki se ukvarjajo z medicinsko opremo, z opremljanjem reševalnih vozil, z opremljanjem bolnic, je pa moj moto to med življenjem in smrtjo je tudi ena tanka črta in brez njihove pomoči bi bilo škoda, da se ta tanka črta prelomi. To je veliko priznanje tudi za našo območno obrtno zbornico Murska Sobota, ker pač predlagatelji smo bili mi smo gospoda Petra Podlunška predlagali kot za podjetnika leta, zaradi tega, ker je letos investiral v novo proizvodnjo halo in če vzamemo, je to zelo napredno podjetje, katere ima nove prostore,
dosti zaposlenih ljudi in plus tega njihova tehnologija je vrhunska, na katero morajo biti vse ponosni. Vizija podjetja Medikop je ustvariti ustrezne rešitve na področju medicinske opreme in specializiranih vozil, ki rešujejo življenja. Njihova glavna vodila so kakovost, zanesljivost in zaupanje kupcev. Direktor Peter Podlunšek pa se dobro zaveda, da je največja vrednota uspeha lojalnost in strokovnost zaposlenih v podjetju. Že naziv podjetnik pomeni, da imaš zaposlene in to ni nagrada meni osebno, ampak je to nagrada za cel kolektiv Medikopa, za vse, ko so kadarkoli ustvarjali v našem podjetju in seveda ustvarjajo tudi danes. In vsi naši zaposleni so dejansko to nagrado tudi na ta način vzeli in se počutijo ponosne, da smo v bistvu ta laskav naslov v letu 2019 tudi prijeli. Vse posod je podhranjenost dobrega kadra, ne samo pri nas v Pomurju, ampak Slovenija, cel svet dejansko se srečuje z isto težavo. Pa vendar ljudje na dobra perspektivna podjetja radi pridejo v službo in mi zaposlujemo ljudi od Ljubljane, Celja, Maribora, seveda celega Pomurja. Zaenkrat nekih težav nimamo, ljudje, kateri delajo pri nas, so resno strokovnjaki na najvišjem nivoju, tako strokovnem kot osebnostnem in sem ponosen, da te ljudi imamo v naši sredini. V letu, ki se izteka, je podjetje zaznamovalo z investicijo v nove poslovne in proizvodne prostore, kamor so se preselili. Selitev je bila nujna, kajti bila je to že 4. selitev v zgodovini podjetja Medikop. Na stari lokaciji več enostavno ni bilo možno delati, kajti bilo je preveč utesnjeno, kvaliteta je trpela, ljudje so trpeli in edina logična posledica je bila seveda nova investicija, kje pa se počutimo res odlično. Produkcijo smo dvigli, zadovoljstvo ljudje je visoko in mislim, da je to res garant in pa lepa popotnica za svetlo prihodnost. Kreativno okolje se odraža v zadovoljstvu sodelavcev, poslovnih partnerjev in tudi kakovostnih končnih produktov. Lastni razvojni center zagotavlja neodvisen razvoj tehničnih izboljšav in novosti ter tako že več kot 40 let doseganje visokih standardov specifičnih potreb njihovih kupcev na več kot 60 trgih širom sveta. Peter Podlunšek je vodenje podjetja Medikop prevzel leta 2012. Njegov svetovljanski duh in odprtost uma sta odsev strasti do letenja, ki ne pozna geografskih meja, ter se povzpne nad lokalne miselne vzorce. Danes uspešno nadgrajuje pot svojih staršev, Zdenke in Aleksandra Podlunška, ki se je začela z veliko poguma in neomajne volje. Ničesar nista vedela o medicinskih napravah, a sta z vizionarskim duhom in izjemnim smislom za razvojne ideje postavila neomajne temelje. In to je bil šele začetek. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je v mojstrske vrste sprejela 47 novih mojstric in mojstrov. Pridobljen mojstrski naziv pomeni odlično priložnost za večjo zaposljivost v izbranem poklicu, za podjetje pa konkurenčno prednost v dejavnosti, saj se z uporabo blagovne znamke Mojster poudari kakovost izdelkov ali storitev. Med letošnjimi mojstri sta z območja dežele Obmurje mojstrske diplome prejela Štefan Bunderla od Grada, ki je postal kamnoseški mojster, ter Tilen Poredoš iz Brezovec, ki je postal mojster avtomehanik. Oba sta se pridružila preostalim 110 mojstricam in mojstrom iz območno obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota in ob tej priložnosti prejela priznanja domače zbornice. Zbrane je pozdravil, nagovoril in izbranim ob čestitkah podelil priznanja dr. Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota. Spoštovane obrtnice, podjetnice, podjetniki, obrtniki, lahko rečem vsakemu osebno že dragi prijatelji. In to iz tega razloga, ker vas vse poznam že 30 let in vem, kakšna pot je za vami. Izjemno spoštujem vaše delo, vaša prizadevanja, ne samo vas, tudi vaših zaposlenih, ker tako kot večkrat pravimo, od enega človeka v bistvu je tim, ki ga imaš za sabo, ampak tim rabi dobrega liderja. In jaz sem ponosen, da se župan mesta, v katerem je toliko podjetnikov in obrtnikov leta, zaradi tega, ker se mi zdi, da tudi tvoje priznanje, Peter, daje optimizem temu okolju. Zgodbami, ki štelijo s povprečja, pridejo tudi rezultati. Ampak zato moraš imeti pogum, moraš imeti drznost in moraš imeti ekipo, kot rečeno, za sabo. Čestitke vodstvu in zaposlenim podjetja Medikop specialna oprema DOO, ki s tem priznanjem dviguje ugled in odličnost podjetnikov in obrtnikov iz sveta Obmurij.
Spoštovane gledalke in gledalci, toliko v današnji osrednji informativni oddaji televizije AS. Preživite lep konec tedna in ne pozabite na nas. Srečno!